Zdaj, prejšnji teden se je veliko dogajalo v študentskih domovih, odkrili so tam garje. To je kožna bolezen. Najprej, če mi poveste, kje se pojavi ponavadi, pa kakšni so recimo simptomi, na kaj naj bojo ljudje pozorni? Garje so bolezen, ki jo pravzaprav prenaša pršica, Scharcoptes cabiei. Ta pršica dela v koži, tam, kjer je koža tanka, mehka, rovčke. Dela samica rovčke in to je ponavadi na neporasli koži. Tako da predeli, ki so najbolj prizadeti, so recimo med prsti rok, potem zapestjo, v komočnih kotanjah, okrog prsnih bradavic, potem recimo pri ženskah, ki dojijo, potem so lahko kjerkoli po telesu sicer, drugače so dostikrat na moškem spolovilu prav značilni rovčki, ki se pojavljajo. Pri odraslih sprememb na licih in glavi običajno ne vidimo, pri dojenčkih so pa tudi na licih lahko spremembe. Kakšni so simptomi? Tisti najosnovnejši simptom je pravzaprav srbenje. Neznosno srbenje, ki je pa prav izrazito ponoči, takrat, ko se koža telesa segreje in takrat te samice lezejo in delajo rovčke in to pravzaprav srbi. Te samice potem odlagajo v teh rovčkih tik pod površino kože, pod povrhnjico, odlagajo jajčesa in v bistvu lahko traja od same okužbe do tega, da se spremembe pojavijo tudi kakšne 3 tedne, kadar gre za prvo okužbo. Na koži se to kaže kot drobne, mi rečemo papule, se pravi drobne kot bunčice rdeče, ki močno srbijo in so običajno razpraskane. In prav tipično zato je, da se lahko pojavljajo po 2 in 2 skupaj, se pravi nekje vstopno in izstopno mesto teh samic, ki delajo te rovčke pod kožo. To je to. To je to. Kako se pa s temi prvimi znaki spopadamo? Obstaja že kakšna preventiva? Zakaj sploh pride do okužbe, recimo, če s tem začneva? Okužba je pravzaprav v svetu prisotna ves čas. Tudi pri nas v Sloveniji ugotavljajo v področjih, ki niso endemična, ugotavljajo, da se nekje v ciklih pojavlja. Opisuje, da recimo na 7 ali pa na 15 let so te okužbe z tem pogostejše. Vendar pa pravzaprav je okužba zatem ves čas prisotna, recimo v domovih starejših občanov, potem v kakšnih vrtcih, v kakšnih zdraviliščih tudi, ko grejo otroci v šolo v naravi, dostikrat pridejo pravzaprav nazaj za to vrstno okužbo. Potreben je pa ali tesen stik, se pravi tako kot recimo dojenček in doječa mati, lahko seveda med partnerji se prenaša, se pravi stik kože na kožo, ki pa mora biti dolgotrajen, recimo po navadnem rokovanju seveda se ne moremo okužiti, da bi dobili garje. Ali pa se lahko te stvari prenašajo z posteljnino, kot je recimo v kakšnih hotelih, kjer prespimo za nekom, recimo kjer ni bila posteljnina preoblečena, če spimo celo noč v takšni postelji ali pa še večkrat, seveda se lahko okužimo. Kaj torej lahko naredimo? Seveda, če vemo, da nekoga recimo srbi koža, predvsem po noči na toplem, če ima spremembe, ki bi lahko bile sumljive, potem seveda izogibati se samo teh tesnih stikov. Ko se pa seveda okužba že enkrat pojavi, pa brez zdravljenja ne gre, sama od sebe praktično ne mine. Kakšno pa je to zdravljenje? Kaj obsega? Najprej je seveda potrebno vse, kar smo imeli oblečeno, preprati, oziroma kadar stvari ne pridejo z direkten stik z kožo, je dovolj zračenje 3 dni. Po 3 dneh te samice, ki bi eventualno bile v oblačilih ali tudi eventualno samce, umrejo in zaradi tega po nekih 3 do 5 dneh zračenja so oblačila lahko spet nosljiva, ne da bi prenašali okužbo sami nase. To, kar ste recimo naredili v študentskih domovih, ko so v petek pobrali pa oprali, pa pustili okna v sobah čez vikend odprta, torej da so bili ti jogi pa to na zraku. Je to torej dovoljšen? Dovolj.
To je dovolj. Včasih za kakšna oblačila, seveda, če sami pri sebi nismo popolnoma sigurni, lahko nesemo tudi na kemično čiščenje. Drugače, to je, kar se tiče naših oblačil. Kar se pa tiče sprememb na koži, je pa seveda potrebno mazanje z mazili, ki seveda te samice na nek način rečeva umorijo in potem seveda ni več njihovega širjenja in razmnoževanja, in ni odleganja jajčec in širjenja same bolezni. Zdravljenje običajno, to mazanje traja 3 dni, bolnik se prvi dan skopa, preobleče, potem se vsak dan namaže kožo vsega telesa, obraza pri odraslem človeku ni potrebno mazati, potem vsak dan namaže, 3. dan skopa, ponovno opere vso posteljnino in načeloma so te, rečeva, nezapletene infekcije z tem pozdravljene. Torej nezapletene ne bi se v roku, koliko ste rekli? 3 oziroma 5 dni bi naj ponehale. Zdaj, veliko je bilo govora o tem, da niso študentje pazili dovolj na osebno higieno in tako naprej. Je to tudi eden od razlogov, da se je ta okužba pojavila? Pravzaprav ne bi mogla reči, da tukaj ni bilo osebne higiene. To, kot sem rekla, se prenaša z stikom. Zanimivo je, da pri teh študentih vsi so nekje bili, vsi so od nekod pripotovali k nam. Večina jih je bila na Madžarskem, nekaj jih je bilo na Portugalskem, imeli smo celo Čehe. Tako da je zdaj vprašanje, je res okužba pri nas ostala ali so jo pa od drugod prinesli, a ne? Običajno je pa tako, da garje zelo oziroma težje spoznamo pri tistih, ki se vsakodnevno recimo 2-3-krat kopajo, umivajo, zato ker je potem klinična slika čisto drugačna, bolj zabrisana, manj srbijo in je manj težav, vendar to ne pomeni, da bi bila preslaba higiena. Okay. Prej ste še omenila, da zdravljenje traja 3 dni, če ni zapletov. Do kakšnih zapletov pa lahko pride recimo? Včasih recimo ne namažemo dovolj ali pa spustimo kakšen del telesa, kjer vseeno te samičke so, in ta jajčeca, in potem se seveda te živalce naprej razvijajo in potem lahko sami sebi v bistvu to okužbo prenašamo naprej. Drugače pa zapleti so bolj to pri tistih ljudeh, ki imajo zmanjšano imunsko odpornost, kot so recimo bolniki, ki dobivajo kakšna zdravila za zmanjšanje odpornosti, ali bolniki z rakom, ali bolniki z AIDS-om. Ti bolniki, ki imajo zmanjšano odpornost, lahko se te garje zelo razrastejo oziroma razmnožijo po koži te samice. Zaradi tega je več težav in običajno zaradi tega zdravljenje pri njih lahko traja nekoliko dlje. Včasih je treba 2-3-krat to kuro ponoviti z tem mazilom ali celo uporabiti žvepleno mazilo, ki je majčkeno močnejše zamazati, a ne. Drugih nevarnosti pa nekako ni? Drugih nevarnosti ni. Ok, super, najlepša hvala. Hvala vam.